Spoštovane gledalke in gledalci televizije Uršlja, prisrčen pozdrav. Danes smo se povabili županu občine Ravne na Koroškem, magistru Tomažu Roženu. Odločili smo se, da opravimo z njim pogovor, kajti danes pa tudi vedno je lahko župan aktualen sogovornik, kajti tematika, ki pokriva področje lokalne skupnosti, pa tudi širše, je vedno toliko aktualna in pereča, da je možno na teh segmentih zmeraj znova postavljati vprašanja, ki so lahko zanimiva. Pa če pridemo takoj k tistemu srednjemu delu, spoštovani magister Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem, leto 2012 je bilo turbulentno leto, leto pretresov, vlade, vse dosedanje, tudi sedanja, sprejemajo ukrepe in v kakšnih odnosih in v kakšnih razmerjah je teklo proračunsko leto 2012. Ja, lep pozdrav na začetku tudi z moje strani. Hvala za vaš obisk. Leto 2012, ki je zdaj že za nami, je bilo seveda razburljivo in neugodno leto za Republiko Slovenijo in posledično seveda tudi za občino Ravne na Koroškem. Proračun smo sicer izpolnili v največji možni meri, ni bil potreben rebalans proračuna tekom leta, vendar žal nismo mogli začeti večjih novih investicij na Ravnah, ampak smo zgolj dokončali že začete investicije, tako da bi lahko ocenili leto kot investicijsko ne preveč dobro, če osvetlimo recimo zadnjih 5 let. Kljub temu smo nekaj stvari pridobili, hkrati smo uspeli zadovoljiti potrebe po socialnih pomočeh naših občanov, teh pomoči je bilo dovolj v proračunu in ko smo potegovali črto, lahko rečemo, da smo pričakovali slabše leto in da smo nekako z zaključkom leta z vidika občinskega proračuna bili zadovoljni, da smo večino nalog, ki smo si jih zadali, tudi izpolnili. Kako bi ocenili stabilnost gospodarskih objektov v občini, kajti znano je, da uspešno gospodarstvo v občini odločilno vpliva na razpoloženje občanov in tudi na standard in ostale pogoje bivanja v lokalni skupnosti. Morda bi pri tem izpostavili kakšno podjetje, ki mislite, da je tisti nosilec razvoja v lokalni skupnosti in ali je vaše sodelovanje oziroma so vaša pričakovanja na relaciji sodelovanja lokalna skupnost pa ta podjetja na ustreznem nivoju. Kako jih ocenjujete? Ja, zdaj zavedamo se, da razpoloženje, kot ste rekli, oziroma občutek ljudi v lokalni skupnosti je najbolj pomemben od standarda ljudi, od tega, ali ljudje imajo dovolj dobra plačana delovna mesta in na Ravnah lahko rečem, da je lokalno gospodarstvo, ki je hkrati tudi globalno gospodarstvo, ampak deluje torej na lokaciji Ravne, uspešno, da imamo z tega vidika dobro gospodarstvo, morda imamo tudi nekaj sreče. Skratka, naše gospodarstvo za razliko od mogoče drugih lokalnih skupnosti dela dobro. Že nekaj časa ni bilo večjih stečajev oziroma večjih problemov, tako da velja omeniti vse, zlasti pa velike družbe na območju bivše železarne Ravne. To so od podjetja Metal, sistemska tehnika, noži, petroenergetika, oprema, skratka vsa ta podjetja v bazenu bivše železarne Ravne delajo relativno dobro. Tu so delovna mesta v nekem obsegu zagotovljena. Po naših podatkih so v lanskem letu dodatno zaposlovala ljudi, ni bilo velikih odpuščanj, z izjemo enega podjetja, ki ima bolj zaradi lastniških problemov težave se opredeliti kako naprej. Podjetja so razvojno naravnana do neke meje. Z občino Ravne skupaj so tudi ustanovila visokotehniško šolo Ravne, česar smo še posebej veseli, kajti seveda zavedamo se, da vlaganje v kadre, vlaganje v izobraževanje je tisto, ki ga potrebuje tako gospodarstvo, kot tudi lokalna skupnost. Kako bi ocenili standard in počutje občanov, posledično tudi pripadnost občanov občini? Vemo, da to pripadnost poleg gospodarstva, ki je ključno in odločilno, krepi tudi razna, stičišča, kot smo Ivarško jezero, Rimski vrelec. To so neke objekti, ki so povezovalni, ki na nek način vsak občan v pogovoru predstavitve lokalne skupnosti se sklicuje na te
znamenitosti, ki pa niso v neki kondiciji, katero bi želeli. Kako vi to ocenjujete oziroma kaj napovedujete v prihodnjem, da se bo dogajalo na tem področju? Sočasno pa se seveda odpirajo razmišljanje pa projekte o dodatnih razvojnih možnostih podeželja, tako Strojna pa še morda kaj. Ja, res je, občina Ravne je v specifičnem položaju z vidika nekdanje vloge železarne Ravne v tej lokalni skupnosti. Na Ravnah je pač veljalo, da za vse poskrbi železarna oziroma domačini rečemo seveda mati fabrika. Tako je železarna seveda gradila od stanovanjskih blokov, gradila seveda tudi Ivarčko jezero, obnavljala Rimski vrelec, skušala obnoviti tudi grad Javornik navsezadnje. In tu so neke točke, ki so zdaj v relativno slabem stanju. Rimski vrelec se pričakuje, da se bo obnovil. Izbrali smo novega lastnika, nismo imeli veliko izbire, 3 leta pravzaprav se ni pojavil resen strateški s turističnimi referencami kupec. Zdaj smo seveda dobili lastnika, ki bo nekaj poskušal narediti. Ni to 100% idealna lastnika, ki si ga občina želela, vendar, kot rečeno, trg je pokazal, da ni velikega interesa. Ravno tako nimamo sreče na Ivarčkem jezeru, tam je lastnik bistveno premalo aktiven, v bistvu zelo pasiven. Žal smučišče letos ni odprto, tudi ponudba na jezero se je nekoliko izboljšala z novim najemnikom. Tako da to so neke, bi rekel, temne točke oziroma dubioze naše lokalne skupnosti, ki jih zaenkrat še nismo uspeli v tej meri aktivirati, kot bi bilo seveda za nas zaželjeno. Tako da na tem bomo še delali. Drug primer je grad Javornik, ki tudi nima še začrtane neke končne točke svoje svetle prihodnosti. In če te 3 točke povežemo, seveda te vplivajo na neko počutje občanov, počutje, tudi identifikacijo z občino in tu imamo še kaj za postoriti, medtem ko na drugih segmentih, recimo obnove doma telesne kulture ali obnove kulturnega centra Ravne, pa smo v preteklosti nekaj uspeli. Tu ste omenil ravno grad Javornik, ki ga slišimo v zadnjem času v povezavi z gradnjo doma starejših na Ravnah. Prevladuje občutek, da je ravno ta povezava morda odlaga zdaj, bi rekel, odločitev o izgradnji doma starejših na Ravnah, kar pa po svoje tudi ni najboljša odločitev. Mislim, ker ta gradnja po prisoji večino ali pa kar velikega števila občanov gre v to smer, da bi bilo treba s to gradnjo doma starejših čim prej pričeti. Ja, zdaj dom starejših je bil v načrtih občine bolj ambiciozno oziroma, da se bo zgodil prej. Zgodilo se je par stvari, da še se dom danes ne gradi. Ena stvar je seveda gospodarska kriza. Naš partner v tem primeru je dom starejših Črneče in seveda kar naenkrat se je pojavilo dejstvo, da ni več takšnega navala na domove in da moramo bolj skrbno in bolj tehno načrtovati oziroma počasneje načrtovati seveda nove postelje. Drugič je tu stališče zavarovalnice, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je ključna inštitucija, ki mora odobriti dodatne posle na Ravnah in seveda tudi z, bi rekel, manjšim navalom na obstoječe domove se je ta pritisk nehal. Tudi če vprašamo dom starejših na Prevaljah, ki ga občina Ravne že gradila, v tem trenutku mi zagotavljajo, da ni liste čakajočih, da če jutri občan Ravne želi biti pač varovanec oziroma stanovalec doma, bo dobil posteljo. Te razmere so se malo spremenile, kljub temu pa ostaja naša želja, zaveza in seveda tudi konkreten načrt, da bomo dom izgradili in zato, bom rekel, še preigravamo opcijo, kako to urediti na gradu Javornik. Vendar sta ta dva zalogaja zelo velika, torej vstopiti v lastniško strukturo grada Javornik, se s tem zavezati, da ga bomo v prihodnje nekako obnovili in pa hkrati na tej lokaciji graditi dom starejših, to sta za občino Ravne, za njene občinske javne finance dva velika zalogaja. Glede na trenutna stališča lastnika gradu Javornik dvomim, da bomo prišli do nekega dogovora in da bomo dom morali graditi torej na drugi lokaciji, torej na vratah Javornika ali pa na obrežju Čečovja. In v tem primeru bo zadeva lahko stekla relativno hitro, kajti dom si predstavljamo graditi na podoben način, kot ga je gradila tudi mestna občina Slovenj Gradec, kar bi pomenilo, da bi občino iz proračuna dom stal nekje dobrih 200 000 evrov na leto, v prihodnjih 15 letih, kar pa ni 200 000 na leto, pa ni tako velik strošek, da ga občinski proračun ne bi zmogel, medtem ko sama investicija bo med 3 do 4 milijone evrov. Omenili ste tudi, da je občina
zelo bogato razvejana z kulturnimi in športnimi objekti. Dejansko se na tem področju opaža velik napredek, investicije so tekle tule in so tudi dokončane, dajejo tisti svoj namen, za kar so bile zgrajene. Sočasno pa se postavlja v tem vprašanje vzdrževanje teh objektov, kajti neko nepisano pravilo že iz davnih časov ga poznamo, ko pravi, da je lažje včasih zgraditi objekte, ko jih pa kasneje vzdrževati. In zdaj, vaša ocena, ali smo tu zdaj na tisti točki, ko je treba, to širino rahlo ustaviti, pa se posvetiti bolj temi vzdrževalnimi deli, pa zagotoviti, da se bodo ti objekti sami ekonomsko nosili, ali kako to vidite vi zdaj, to prihodnost z temi objekti? Ja, zdaj res je, seveda, da lažje je zgraditi, težje je upravljati te objekte, še najtežje jih je pa napolniti z ustreznimi vsebinami. Recimo kulturni center je primer, kjer je bilo še najlažje zgraditi 4 stene, kupiti nove stole, zgraditi 2 novi dvorani, bukvarno in pa multimedijski prostor. Težje pa je seveda pritegniti tako obiskovalce kot seveda same ponudnike, ne zgolj v smislu organizacije kulturnih prireditev, ampak tudi v smislu seveda produkcije, ustvarjanja kulture. Na področju športa je malo drugače, tam so vsebine izjemno razvejene, imamo plejado športnih klubov, ki delajo dobro, v tem trenutku na Ravnah vadi 2500 otrok v vseh klubih skupaj, kar ni mala številka za občino z 11 000 prebivalci. Je to kar velik odstotek, bi rekel, naših občanov, ki torej skozi različne selekcije od Cicibanov do članskih selekcij vadijo v naših športnih klubih. Dejstvo pa je seveda, da so stroški vzdrževanja teh objektov, tako stroški, bi rekel, porabe energentov, stroški vzdrževalnih del, ampak nismo še, po moji oceni, še nismo čisto na koncu investicijskega ciklusa, nekaj investicij nas še čaka, kajti na Ravnah je specifika, veliko smo v preteklosti vlagali v plavanje, premalo smo vlagali nekako v nogomet, če zdaj se spustim na nivo določenih, še bi rekel, neskladnosti, in po moji oceni moramo storiti še nekaj manjših investicij, potem pa mislim, da smo na športnem področju končali, da bomo s tem stanjem morali biti zadovoljni in ga zgolj še, bi rekel, investicijsko ter tekoče vzdrževati. Medtem ko na področju kulture smo na kulturnem centru končali, tam zgolj še kakšna parkirišča, čaka nas pa seveda še tehniška dediščina, kjer nismo še na koncu poti in pa hkrati nas čaka še neobnovljen objekt na gradu, ta trakt, kjer tudi deluje muzej. Tako da ta vlaganja v družbene dejavnosti bodo še potekala, medtem ko pa so na področju komunalne dejavnosti, cestnega gospodarstva, pa tam pa pravzaprav nikoli ni konca, kajti ceste, ki smo jih morda pred 10 leti obnovili, zaradi, bi rekel, prometa, ki je pa vedno bolj intenziven in je potrebno nenehno vlagati v komunalno in cestno gospodarstvo. Dejansko ste omenili ravno tale, bi rekel, komunalno-cestni del, ki je po svoje ključen za lokalno skupnost. Dejansko se tu ta razkorak ali pa ta, bi rekel, umetno postavljena meja med tem, ali več vlagati v družbene dejavnosti ali konkretno v, kot se rado reče, v cesto pa infrastrukturo. In vprašanje iz tega bi vam postavil, kako vi vidite zdaj, bi rekel, te zadnje investicije, predvsem bi izpostavil realizacijo te povezave Ravne Kotle, kjer je po mnenju večino občanov izredno uspela ta povezava. Skratka, tu so stvari, ki jih ljudje opazijo, neposredno čutijo in po svoje izražajo tudi zadovoljstvo, da se na tem področju stvari premikajo in so se primaknile. Morda želite še izpostaviti katero, bi rekel, podobno uspešno aktivnost? Ja, zdaj ta ločnica, ki ste omenili med družbenimi dejavnostmi oziroma družbeno nadgradnjo in pa to osnovno komunalno cestno poslanstvo občine, da to je na nek način umetna ločnica, vsi vse lahko uporabljamo, dejstvo pa je, da vsi najbolj uporabljamo cestno infrastrukturo. Če lahko samo karikiram, ko nas pripeljejo iz porodnišnice, se rodimo, se peljemo po cesti in ko nas peljejo na Barbaro, nas peljejo po cesti. In cesto uporabljamo skozi, medtem ko športne objekte uporabljamo v nekem obdobju življenja, kulturne uporabljamo v manjši meri, kot pa občani uporabljamo ceste.
Standard, bi rekel, nasplošno v Sloveniji in tudi občini Ravne raste, ko smo nekako uredili občinske ceste, žal v tem trenutku državne zaostajajo za občinskimi, vedno ni bilo tako, ampak državne ceste na Ravnah so po moji oceni v slabšem stanju kot občinske. Smo šli v naslednje korake, ki jih morda vidimo v sosednji Avstriji, ki je po standardu komunalne infrastrukture vzor v Evropi, morda celo v svetu. In naslednja stopnja so kolesarske in pešpoti kot standard poleg ceste in ta kolesarska in pešpot Ravne Kotlje in pa tudi že Kotlje Dular, proti Dularju, ki še ni končana, je, bi rekel, ta naš cilj, ki ga smo, k temu so pravzaprav občina stremela že 15 let v fazah, torej končno dokončala, je pokazatelj, v katero smer še moramo naprej razvijati stvari. Tudi uporaba te infrastrukture kaže na to, da je to bila potrebna in zaželena infrastruktura in ravno te pohvale občanov, ta pozitivna ocena nam kaže, da je to pravilna poteza. Hkrati smo obnovili tudi to kolesarko, torej Ravne Dobja vas. V letošnjem letu pride še obnovljen odsek križišča železarne Ravne Likeviški potok, torej ta, bi rekel, del, ki je cestišče pravzaprav popolnoma razsuto, medtem ko kolesarsko in pa pešpot bomo tudi obnovili. Potem nas čaka še proti Dobrijam, naselje Dobrije še nima kolesarske in pešpoti in pa tudi zdaj ocenjujemo, da ko se Ravnčani premikajo proti Kotlam, ni najbolj prijetno v isti smer nazaj, da nas čaka morda še zaokrožitev kolesarske pešpoti, morda iz Čečovja proti Šotneku in pa morda povezava Kotlje-Šotnek, tako da bi bil za Javorničane, Čečovčane en tak prijeten krog, kjer bi lahko se sprehajali, tekli, kolesarili, skratka počeli vse to, kar bo rekel, ljudje radi počnemo v prostem času. Občina je razčlenjena tudi na krajevne, četrtne, vaške in vaške četrtne in krajevne skupnosti. Kako vi ocenjujete, bi rekel, to sodelovanje oziroma vsebino teh skupnosti? Ker znotraj teh skupnosti imajo sigurno tudi svoje načrte, plane in koliko se ti njihovi plani pa načrti lahko potem tudi realizirajo skozi občinsko politiko. Sočasno bi pa ob tem postavil še vprašanje, občina je tudi zelo socialno čuteča, koliko poznam vse te stvari, ki jih lahko občani, ki so v težavah, rešijo tudi na lokalni skupnosti. A bi ne bilo smotrno tudi en del tega prenesti na te skupnosti, ker včasih je občutek, kot da te skupnosti izgubljajo vsebino, ki so jo nekoč imele, pa pomembnost. Ja, zdaj to razmerje med temi ožjimi deli lokalnih skupnosti, ki so vaške četrtne in pa krajevne skupnosti in pa občino, je v nekaki dinamiki. Trenutno smo v razmerju, ko večino pristojnosti prenašamo nazaj na občino. Govorim o javnih pooblastilih, o košnji, o koših za smeti, o otroških igriščih in igralih po naših zaselkih. In to se prenaša po neki, bi rekel, odločitvi ali pa inerciji, pa oceni racionalnega delovanja nazaj na občino. Tako da dejansko te ožji deli lokalne skupnosti izgubljajo na pomenu, kot so ga nekdaj imeli. Sploh, ko so ga še imeli pred, bi rekel, v prejšnjem sistemu lokalne samouprave. In to je dobro in slabo hkrati. Zdaj še prenaša dodatne naloge, je seveda težje, zato ker v bistvu administrativni uradniški aparat, ki pa dela, je na občini. In v bistvu vsi pravilniki, vse načini, mehanizmi, transferi potekajo na strani občinskih uradnikov. Včasih pa so, mislim, da bili tudi ljudje zaposleni prav po teh ožjih delih četrtnih in vaških skupnosti. Tako da v to smer ne poteka razmislek v tem trenutku, da bi rekel, decentralizirali v smislu občine še socialno področje in zaenkrat to pokrivamo pač centralno strani občine. Njihovi predlogi so zbrani, so upoštevani kot ena izmed osnov za občinski proračun, v neki meri pa različno po četrtnih skupnostih naletimo na zadovoljstvo, na odobravanje.
Hkrati pa seveda ima občina neke svoje prioritete, ker gleda celo sliko, medtem ko seveda bom rekel, Čečovje vidi sebe, Kotle vidi sebe, ne vem, Dobrije vidijo sebe, mi pa vendarle moramo oceniti, kaj je s temi sredstvi vseh občanov prioriteta, tako da je zadovoljstvo teh skupnosti različno po skupnostih. No, skušamo seveda nekako uravnoteženo to razporejati, predvsem te KCG investicije njih zanimajo, ne, ker recimo, ne vem, Čečovčani se ne čutijo, da je DTK na njihovem področju, ne. Tako da to zaenkrat uspemo z nekim dialogom pa sodelovanjem s predsedniki in pa sveti teh skupnosti doseči. Kako bi ocenili delovanje humanitarnih organizacij v občini? Predvsem bi izpostavil tu Karitas in Rdeči križ, ki na nek način znata prisluhniti in tudi opaziti tiste, ki so pomoči potrebne. Kakšna je vaša ocena? Ja, jaz bi ocenil, da obe organizaciji delujeta dobro, posebej pri dogodkih večjega ranga, to, ko so bile recimo zdaj poplave, tudi na Ravnah in na Koroškem, in pa ta gospodarska situacija, ki je bila malo pred tem. No, tu bi bilo treba seveda tudi gasilce prostovoljne in kot poklicne zraven omeni, da ne bi kdo rekel, da smo jih pozabili. Konkretno pri poplavah seveda je ključno vlogo so igrali gasilci, PGD Ravne, delno tudi gasilski zavod Ravne, ampak te humanitarne, kot rečeno, z občine dobivajo transfere in potem delijo seveda pomoči potrebnim ljudem te razne oblike pomoči, ki pa jih uspešno nadgrajujejo seveda tudi z pomočmi, ki jih dobijo iz Ljubljane, iz njihovih central, torej Karitasa in Rdečega križa, in pa tudi uspešno pridobivajo sredstva podjetij, donatorjev, kar je bilo zlasti vidno v poplavah, ker je bilo teh pomoči dejansko v materialnem smislu toliko, da smo morali zagotoviti dodatne skladiščne prostore. Hkrati oni so tudi so zasebne inštitucije in lahko nekoliko lažje pomagajo ljudem kot pa občina. Za oceno velikosti mi namenimo obema tema organizacijama 10.000 evrov letno, obema skupaj, in to potem delita občanom, medtem ko sami razdelimo tega za okoli 70.000 evrov teh pomoči na leto, in to je v lanskem letu zadostovalo za pač seveda večino teh prosilcev, ki se na nas obračajo za konkretno denarno pomoč, če ne omenjam subvencije vrtca, subvencije stanovanj in pa seveda druge oblike, do katerih so upravičeni naši občani. Že uvodoma sem omenil, da je država Slovenija v izjemno turbulentnem času, nepredvidljivi odnosi so, vlada je dokaj nestabilna, skratka tudi napovedi za naprej so več ali manj podobne, da ni za pričakovati nekega stabilnega obdobja. Sočasno je pa neprekinjeno, kdorkoli prične vladati, na nek način pokaže na preveliko porabo, previsoko javno porabo, na stroške, na plačno politiko in tu se lokalna skupnost sigurno ukvarja kar s precejšnjimi težavami. Kako jih uspete oziroma ste jih uspeli do sedaj reševati oziroma kako predvidevate, ali bo potreben še kakšen podoben res, kot ste takrat po moji pri svoji bolj na simbolni ravni tudi zmanjšali v številu podžupanov, skratka, tu je področje, ki bi morda malo tudi pokomentirali. Ja, zdaj ta nestabilnost vlade oziroma to menjavanje ministrov, to je seveda izjemno slabo za občino. To nestabilnost na državni ravni se pozna pri konkretnem delovanju občine. Če samo omenim seveda čistilno napravo Ravne, kjer ni dobro, da se nam sogovorniki in pa pravila, kako bomo prišli do evropskih sredstev, menjajo. Občinski prostorski načrt smo 5 mesecev iskali sogovornika na Agenciji Republike Slovenije za okolje in podobno. Tako da to vsekakor ni dobro, da je to nestabilno. Hkrati pa seveda te zahteve po zmanjševanju stroškov pomenijo nek pritisk na javno upravo na lokalni ravni, kar sicer je po svoje dobro. Občina Ravne zaenkrat še ni utrpela, bi rekel, da ne bi mogla kaj storiti zaradi tega, ker je zmanjševala število zaposlenih. Tako da mi bomo to lahko storili po naravni poti, torej zagotovili najmanj 5% znižanje mase plač v naši občinski upravi, hkrati so tudi naši javni zavodi. Na občinski upravi imamo pač okoliščine upokojitev, 3 naši sodelavci se upokojujejo v prihodnjih 2 letih, eden se je v lanskem letu 2012, tako da bomo lahko na ta način znižali stroške delovanja, hkrati so znižane tudi plače naših javnih uslužbencev in bomo te makroekonomske cilje, ki nam jih je zastavila Ljubljana, seveda zagotovili. Tako da to ne predstavlja, kot rečeno, zdaj še kakšno oviro v tem trenutku. Če bojo pa še nadaljevali s tem, pa bomo seveda
videli, kako ukrepati. No, kot rečeno, tudi Ravne so v tem protestnem obdobju doživele svoj protest, tudi pred občinsko zgradbo. Tule so se zbrali protestniki, takrat so izražali predvsem nezadovoljstvo, ki je bilo naperjeno proti vladi, proti vladni politiki, proti varčevalnim ukrepom, pa nekaj drobnih pripomb, takole lahko rečem, je bilo tudi usmerjeno na lokalno politiko. Kako ste vi spremljali ta protest oziroma kaj ste iz tega protesta izluščili, kar bi lahko bilo pomembno sporočilo protestnikov tudi za lokalno skupnost? Zdaj, kar se tiče protestov oziroma bi rekel kritik ali pa opask na račun delovanja naše skupnosti, je to vsakodnevno pravilo. Vsak dan smo mi dolžni poslušati kritike, izboljševati svoje delo. Tokrat je bila kritika izražena na nekih bolj organiziran način, s protesti in bi rekel, to je bil trenutek, da smo lahko pogledali na to, kaj so tiste stvari, ki najbolj motijo občane. Moja ocena je bila, da so tudi število podžupanov je ena taka, bi rekel, javno vprašanje, ki zahteva neko, kot ste rekli, simbolno, pa hkrati tudi finančno pomembno rešitev, zlasti v duhu tega, da občina Ravne ima manj sredstev. Tako da protesti so bili nek, bi rekel, bolj kričeč znak nezadovoljstva in seveda bi rekel, ampak da prej ni bilo nezadovoljstva, ne drži, in tudi po protestih je nezadovoljstvo. Nekaj nezadovoljstva je vedno in mislim, da smo ga mi dolžni poslušati, oceniti, ali je tisti nezadovoljstvo v javnem interesu in odpraviti tisto, kar se da odpraviti. Kako bi vi komentirali neke očitke, ki jih je tudi možno zaznati, da se precej kadruje tako po pripadnosti, manj pa po drugih objektivnih kriterijih in rečemo, ne bi zdaj nič naštel, vemo, da je to lahko neka splošna, bi rekel, ocena, ki pa ni točna. Pa dajte vi, prosim, bi rekel, morda osvetliti ta del kadrovanja, ki poteka, ki ima občina ekskluzivni vpliv na to, kdo bo zasedel katero pozicijo, pa ne samo v okviru občinskih svetov, ampak tudi, bi rekel, v javnih zavodih in tudi, bi rekel, povsod tam, kjer pač lokalna skupnost daje svoja mnenja ali pa sugestije. Ja, zdaj, kar se tiče ekskluzivne vloge občine, je nima pravzaprav nikjer razen na občinski upravi. Tu ima župan izključno pristojnost kadrovati po svojih kriterijih in tu se vsekakor ni kadrovalo, bi rekel, po strankarsko-političnih kriterijih. V javnih zavodih, kjer so dejansko direktorji z neskrito člansko izkaznico politične stranke, so bili postopki dovolj transparentni in odprti, da so imeli tudi drugi kandidati, ki ne pripadajo pač kakšni politični stranki, možnost in bilo bi potrebno narediti analizo vseh postopkov. V tem trenutku so recimo 3 člani občinskega sveta občine Ravne hkrati direktorji javnih zavodov oziroma eden javnega podjetja in so bili izbrani strani organov ne občinskega sveta. In tudi občinski svet, ko je dajal soglasje vsem 3, mislim, da je dajal soglasje, je dal pravzaprav enotno soglasje vsem 3, kljub temu, da občinski svet sestavlja nekje 6 političnih skupin, ki so pač prijele zaupanje na volitvah. Tako da sporno bi bilo, če bi bili imenovani nekompetentni ljudje, ki bi bili imenovani zgolj zaradi svoje strankarske pripadnosti, hkrati pa bi bilo tudi neprimerno, da zaradi tega, ker so člani strank ne morejo zasedati pomembnih delovnih mest, kot da bi pomenilo, da se zgolj nekompetentni in pa neustrezni kadri nabirajo v strankah, kar pa oboje ne drži. Tako da pot je bila nekje v sredini in vsi 3 svetniki so nekako dobili zaupanje širših inštitucij, šli so skozi svoje svete, svojih zavodov, svojih ustanoviteljev, svete staršev, svete učiteljev in povsod so dobivali soglasje in na končni fazi tudi soglasje občine. Morda za konec tega najinega pogovora še kakšno posebno sporočilo občankam in občanom? Ja, zdaj smo sicer v zimski dobi, sneg nas je malo presenetil, tako da za zimsko službo bo potrebno nekoliko več sredstev. Upam, da bodo občani razumeli, da ta obilica snega pomeni preglavico za vse. Drugače pa čaka nas pestro leto 2013, kot je bilo vsako. Občina Ravne ima zadanih nekaj projektov, zlasti na področju sociale, kot ste jih prej omenili, starejšim prijazna občina, invalidom prijazna občina. Imamo načrtovane tudi nekaj simpatičnih pridobitev, to je recimo pridobitev gasilske avtolestve našega gasilskega zavoda in pa tudi drugih par simpatičnih dogodkov, na katerega bodo občani vabljeni in upam, da se še kdaj vidimo na podobnem pogovoru.
Veliko uspešnih odločitev vam želim, magister Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem, pri vodenju občine tudi v bodoče. Hvala.